Tema današnjega predavanja je, kot je že naš gostitelj povedal, zgodba o antidepresivnem delovanju ketamina, za katero mi menimo, da je vsaj delno posredovan z učinkom na astrocite, enega od heterogenih in zelo številčnih podtipov možganskih celic, ki so ključnega pomena za pravilno delovanje nevronov. Zdaj, seveda, ko omenim ketamin, je to nekaj, kar vam je vsaj slišno že znano. Ne? Skoraj nikogar nekaj o tem ne bi že kaj slišal. Kaj v resnici to je? Strogo kemijsko je, kot rečemo, klorofenil, metilaminocikloheksanon, razmeroma preprosta molekula, sestavljena je iz dveh obročev, enega aromatskega in enega alifatskega, vmes je metilirana aminska skupina. Tole vrteče je tridimenzionalni prikaz identične molekule, kjer dobimo boljši občutek o tem, kako so orientirani posamezni atomi v prostoru in vsaj nekoliko še vtis o tem, kakšna je morebiti oblika molekule v vodni raztopini. Seveda je pa tisto, kar je najbolj znano v svetu medicine tole, naslednje, to pa je anesteziologom zelo dobro poznan pripravek raztopine ketamina, torej gre za racemno zmes soli klorovodikove kisline, preprosto iz razloga, da je bolj topen v vodnem okolju. Zdaj, če bi vodo odparili, bi lahko oborili belo kristalino snov, ki je vsaj na pogled od daleč videti kot kuhinjska, seveda je pa po učinkih vse kaj drugega. No, če je tako na regulirani strani sveta, to je na tisti, ki ga dobro nadzoruje farmacevtska industrija, je treba priznati, da si je utrl pot tudi na drugo, bolj temno plat sveta, kjer se v raznih zakotih, ulicah in podobno tudi zlorablja za, kar prijazno imenujemo, rekreativne namene in posledično vodi v odvisnost. Seveda številne zdravstvene težave povezane z njo, sprva psihološke, čez čas tudi telesne, torej fizične, in lahko pripeljajo celo do izgube sečnega mehurja v posebno dramatičnih primerih. Med rekreativci, kot se lahko imenujejo, je poznan pod alternativnimi imeni, vsa so tule izpisana, vsaj tista, ki se meni zdijo nekoliko privlačnejša ali pa duhovitejša, so v temni, torej mastnih črkah izpisana. Torej, zakaj ga pravzaprav imamo in od kdaj? Predvsem zahvaljujoč prizadevanjem tega možakarja, ki je skupaj s svojimi sodelavci v 60-ih letih za farmacevtsko podjetje Park Davis iskal alternativo tedaj zelo obetavnemu splošnemu anestetiku fenciklidinu, ki pa je povzročal en silno neprijeten stranski učinek. To pa je, da je pri vseh, ki so ga prijeli, povzročal delirij, potem ko so se prebujali iz anestezije. Taki prejemniki so tako postajali agitirani, nemirni, so halucinirali in postajali celo agresivni. To je bilo nevzdržno, zato so iskali primernejšo alternativo in jo našli. Poimenovali so jo ketamin, kot je kasneje dobil ime, in odkar ga imamo, odkar je ugledal luč sveta, lahko rečemo, da je opravil precej razburljivo pot in zašel na različne konce sveta, kjer so ga uporabljali za različne namene, seveda sprva zlasti v operacijskih dvoranah za namene anestezije in analgezije, se pravi lajšanja bolečin. Kmalu na to tudi na bojiščih jugovzhodne Azije, kjer so ga prijeli številni nesrečniki, ki so bili obstreljeni ali poškodovani na bojnih poljih Vietnama. Nekako sočasno se je pa začel utirati pot še na bolj nenavadna prizorišča, kot so recimo plesišča Hongkonga, Singapurja, pa vse tja do Los Angelesa in vsega, kar je vmes, v eno ali drugo smer, do recimo današnjega časa, nekako predcovidnega obdobja, kjer je vzbudil nemalo pozornosti tudi v psihiatriji. Predvsem zahvaljujoč nenavadno močnemu in hitremu antidepresivnemu učinku, ki ga izzove. In kar preseneča je časovnica, to je časovni trak z ključnimi mejniki na njegovi poti in kot rečeno, nekoliko preseneča letnica, v kateri so ga odkrili, torej sintetizirali, in letnica, v kateri so uradno prvič prepoznali njegovo uporabo, torej primernost za uporabo v psihiatriji za zdravljenje najbolj trdovratnih oblik depresije, torej takih, ki so, kot rečemo, odporne proti zdravljenju. Z drugimi besedami to pomeni, da pri takih pacientih ne delujejo nobeni drugi antidepresivi, z izjemo ketamina, ki pa se izkaže razmeroma učinkovit. Torej, zdi se, da je minilo celih 40 let, to je presenetljivo dolgo obdobje, a ne drži povsem.
Kajti, nekoliko nazaj, že 1973 lahko lociramo prvo objavo, ki nakaže močen potencial za njegovo uporabo v psihiatriji. In kje? V Iranu je tako imenovana psihiatrična enota za neprimerne, kot so temu rekli, lahko bi tudi rekli nemirne. Prvič raziskala njegovo uporabo kot tako imenovanega abreaktivnega sredstva, torej kot sredstva, ki omogoči izražanje in čustveno sprostitev, kot v psihiatriji rečejo, nezavednega materiala, kot so potlačene zamisli ali čustva in podobno. Seveda ob navzočnosti terapeuta z verbalizacijo. To je študija, kjer pravzaprav zelo dobro že pogruntajo, kakšno dozo je potrebno aplicirati in ugotovijo, da so učinki, ki jih izzove, presenetljivo dolgotrajni. Toda to objavijo in lahko rečem, svet vidi, opazi na nek način in pozabi. Vse do začetka novega tisočletja, kjer pa v Ameriki izvedejo bolj nadzorovane, dvojno slepe klinične študije in na novo presenetijo celotno psihiatrijo za svojimi spoznanji. To pa je, da en sam supanestetični odmerek ketamina, ki je intravensko apliciran, izzove neobičajno hiter antidepresiven učinek. Ta hiter učinek pomeni, da nastopi že približno v 2 do 3 urah po aplikaciji in traja razmeroma dolgo. Ta razmeroma dolgo tipično pomeni nekaj dni, neredko do 1 teden, v posebno ugodnih primerih pa celo do 2 tednov. To pa enkratni dozi. In v tem pogledu je ketamin hitrostni rekorder. Če mu postavimo v bok vse druge znane antidepresive, se mu nobeden od njih niti oddaljeno ne približa. Tipično potrebujete obdobje vsaj 2, neredko pa 4 do 6 tednov, da katerikoli drug antidepresiv začne kazati neke omembe vredne učinke v razpoloženju depresivnega človeka. In to že samo po sebi pomeni, da je njegov temeljni mehanizem drugačen. Torej, mehanizem delovanja, antidepresivnega delovanja drugačen od vseh drugih. Po današnjih predstavah in po enih razlagah naj bi spodbudil nastanek novih receptorjev in sinaps v predelih možgan, ki so vpletena v uravnavanje razpoloženja. To je seveda splošna formulacija, ki v načelu drži. Zdaj, kakšna je doza, ki je potrebna, da izzovete tak učinek? Kot sem že omenil, je pravzaprav doza na spodnjem robu klinično relevantnih učinkov ketamina. Potreben je zelo majhen odmerek. Tipično to pomeni pol miligrama na kilogram telesne mase, kar lahko prevedemo v koncentracijo v krvni plazmi nekako do mikromola. Zaradi dejstva, ker je to razmeroma lipofilna učinkovina in možgani z lipidi obogaten organ, se nekoliko bolj akumulira v možganih in ocena celokupne koncentracije za doseganje tega učinka v možganih je približno 2 mikromola. Seveda to pomeni tako vezano kot nevezano, torej prosto obliko. No, to je z vidika koncentracije. Kakšen pa je pogled na možgane z vidika strukture in razmerja celic v njih? To bom ponazoril s pomočjo te slike. Možgani odraslega človeka so sestavljeni iz, čez palec povedano, približno 180 milijard celic. Od tega približno polovica nevronov in druga polovica nenevronskih celic, kjer prevladujejo celice glija in znotraj teh podtip celic glije, to so astroglija oziroma astrociti. Zdaj, če se nekoliko zazremo še v tale predel, ki je na nek način tudi zelo pomemben, torej novo možgansko skorjo, tudi največji predel možganov je, in posebej zanimiv iz razloga, ker lahko vanj umestimo vse višje spoznavne, torej kognitivne funkcije. In se vprašamo, kakšno je številčno razmerje v novi možganski skorji. In ugotovimo hitro, da so tukaj nevroni že nekajkrat manj zastopani kot nenevronske celice. Z drugimi besedami, približno 4:1 je razmerje nenevronskih celic proti nevronom. In večina teh nenevronskih so celice glije in spet večina od teh astrociti, ki, kot ime pove, so zvezdasto oblikovane celice. Končno so jih tako tudi poimenovali. Toda, drži, če jih barvamo na primeren način, z drugimi besedami, vizualiziramo elemente njihovega citoskeleta, torej intermediarne filamente,
V resnici, ne, če jih pa, bi rekel, bolj prepričljivo obarvamo celoten teritorij posameznega astrocita, pa so pravzaprav bolj grmičaste kot zares zvezdaste. In to je zdaj, bi rekel, primer označenosti teritorijev dveh sosednjih astrocitov, enega v zeleni, drugega v rdeči barvi v predelu hipokampusa. In seveda lahko trdimo, da so to celice z izrastki, ki se nadalje cepijo v izrastke sekundarnega in terciarnega reda, in ti najbolj fini izrastki na to obdajajo številne sinapse dendritskih razvejitev blizu nameščenih nevronov. Strukturno lahko rečemo tudi, da so astrociti teritorialni. Z drugimi besedami, teritorij enega se le malo prekriva s teritorijem sosednega. Samo najbolj fini, najbolj tanki, periferni izrastki kažejo določeno mero delnega prekrivanja. Praviloma pa tega ni mnogo. Zdaj, to je strukturno, kako je pa funkcijsko? Kaj je njihova temeljna vloga? So, če poenostavim, garant homeostaze. Torej, vzdrževanja stalnosti okolja, v katerem ioni delujejo. Tako rekoč ni vidika vzdrževanja homeostaze, v katerega ne bi bili vpleteni. Naj ponazorim. Regulirajo koncentracije ionov v zunajceličnem prostoru nevronov. Reciklirajo sproščene živčne prenašalce nevronov. Zadolženi so za dostavo energentom nevronov. Potem tudi regulirajo pretok vode in prepustnost krvno-možganske bariere. In vpleteni celo v obrambne odzive, ki jih takole z eno besedo imenujemo reaktivna astroglioza. Se pravi, na nek način ni procesa, v katerega uravnavanje astrociti ne bi bili vpleteni. Kar nas lahko pripelje, ali vsaj mene, do velike poenostavitve, to pa je, če astrociti šepajo, nevroni padajo, in kadar astrociti šepajo predolgo, nevroni propadajo. Tako ključni so za pravilno delovanje nevronov. Toda, a že to samo po sebi pomeni, da so vpleteni v nastanek depresije. In zdi se, da je odgovor na to da. Zdaj pa zakaj in odkot pravzaprav? Prve indikacije za to prihajajo iz tistih po svoje najbolj žalostnih študij, kjer so v možganskih rezinah pridobljenih postmortem obarvali in vizualizirali teritorij astrocitov, seveda v predelih, ki so vpleteni v uravnavanje razpoloženja, in že zgolj pogled na mikroskopske posnetke na levi strani, torej na obarvane astrocite iz možganovine zdrave, kontrolne odrasle osebe in osebe z klinično depresijo, razkrije dramatične razlike. Za astrocite lahko ugotovimo, da so, kot rečemo, atrofirani. Njihova struktura je okrnjena oziroma njihova arborizacija je zmanjšana, strukturna razvejanost je skromna in ne le to, tudi manj številčni so. Vse to so strukturne indikacije za insuficientno podporo nevronom. Upravičeno lahko sklepamo, da nevroni v takem okolju ne bodo delovali kaj prida dobro. In resnici na ljubo so to potem z drugimi pristopi v preteklosti tudi potrdili. Med drugim seveda lahko, to je poenostavitev, vendar je zelo prikladna. Nevrone izoliramo iz možganovine, prenesemo v celično kulturo, tam skrbimo za vsem, kar menimo, da potrebujejo za svojo rast, jih torej gojimo in jim dodamo ali ne astrocite. In gledamo, kako uspešno vzpostavljajo, torej tvorijo sinapse in kako funkcionalne so sinapse med nevroni. To lahko delamo na različne načine. V tem prikazu so to počeli na način, da so uporabljali barvilo, ki so ga nevroni privzeli od sinaptičnem načinu odvisnega aktivnega delovanja. Z drugimi besedami, kadar so se vzpostavili sinapse, ki so bile aktivne, so seveda mišički, ki so nosilci živčnih prenašalcev, vstopali v fuzijo z membrano presinaptičnih nevronov, privzemali barvilo in se ponovno odcepljali v notranjost nevronov, odnašali barvilo in zaradi tega počasi vizualizirali nevrone in njihove sinapse. In zdaj, kaj nam pravzaprav ta dva prikaza kažeta? Na levi strani vidimo, kakšna je situacija, če gojimo nevrone v čisti kulturi, kot rečemo, brez astrocitov. In več kot očitno je, da se vzpostavijo le malo številne sinapse, ki so relativno malo funkcionalne. Seveda se celotna zgodba, slika pravzaprav popolnoma spremeni, če dodamo v kulturo astrocite. Potem se nenadoma močno poveča število vzpostavljenih sinaps, ki so praviloma tudi mnogo bolj funkcionalne.
kar seveda posredno kaže mnogo večja obarvanost z rdečim barvilom na slikah na desni strani. Po nekaterih ocenah se vzpostavi vsaj 7-krat večje število sinaps, kadar so nevroni gojeni v kulturi z astrociti. Torej, astrociti so ključno potrebni za sinaptogenezo, za nastanek sinaps in za ohranjanje njihovega funkcionalnega stanja. In ne le to, da so potrebni, v preteklosti so identificirali tudi dejavnik, ki je ključno vpleten v omenjena procesa, to pa je holesterol, nekoliko presenetljivo. Navadno ga povezujemo s težavami, tu je pa prepotreben dejavnik, ki sproži in vzdržuje potem tudi formirane sinapse v funkcionalnem stanju. In ko govorimo o holesterolu v možganih, velja poudariti, da skoraj izključno izvira iz možganskih celic. Z drugimi besedami, holesterol, ki ga dobite v možganih, producirajo možganske celice same, vendar večinoma ne nevroni, ki so sposobni zelo omejene, skromne sinteze holesterola, temveč astrociti, ki ga sintetizirajo v mnogo obilnejši meri in seveda tudi dostavijo do nevronov in spodbudijo preomenjena procesa. Boste rekli, kaj neki ima holesterol s ketaminom? Na prvi pogled nič, na drugi pogled pa pravzaprav kar veliko. In to je ena od raziskav, ki smo pa izvedli mi. In zdaj bomo pokazali, vsaj jaz bom pokazal nekaj malega iz našega laboratorija. Med drugim smo se vprašali, če je temu tako, da po vseh pričakovanjih ketamin deluje podporno v smislu funkcije sinaps, ali lahko pokažemo, da se po tretiranju vseh reprezentativnih tipov celic v možganih, to se pravi nevronov, tudi fibroblastov, celic vezivnega tkiva in seveda astrocitov, značilno poveča število membranskih domen obogatenih s holesterolom. In kaj je ta pristop prinesel? Prinesel je dovolj zanimivo in dovolj prepričljivo ugotovitev, da lahko ugotavljamo povečanje števila z holesterolom obogatenih domen zgolj in samo v astrocitih, ne pa tudi v nevronskih celicah, to so modelne nevronske celice, ne sami nevroni, ampak dovolj prepričljivi, in v fibroblastih. Torej, zgolj in samo v astrocitih je prišlo do obogatitve membrane s holesterolom, ne da bi se recimo povečala sama velikost holesterolnih domen. Zdaj, ta učinek prikazuje shema na desni strani, se pravi na zunajcelični strani plazmaleme astrocitov, torej na zunanjem sloju dvosloja pride do povečane pojavnosti holesterolnih domen in odkrito lahko sklepamo na to, da je tak pojav uprit vsaj vzdrževanju funkcionalnega stanja sinaps, potencialno sinaptogenezi, torej bo krepil protidepresiven učinek. A je to vse? Nikakor ni vse. To ni edini vidik, v katerega so astrociti vpleteni v uravnavanje depresije. Zato smo seveda izvajali še drugo alternativno študijo, ki je konceptualno temeljila na enem od modelov, ki depresijo razlaga kot posledico netipične nevronske aktivnosti v možganskem predelu poimenovanem lateralna habenula. Zdaj, lateralna habenula je predel, ki je pod samo skorjo in nad talamusom, v tako imenovanem epitalamusu, in ga lahko poenostavljeno razumemo kot temnega dvojčka nezadovoljstva, z drugimi besedami. To je področje, ki postane izrazito aktivno, natančneje nevroni v njem, kadar doživimo pomembno velika razočaranja. Z drugimi besedami, povečana aktivnost nevronov v tem predelu signalizira razpoloženje, kot so nezadovoljstvo, brezup, potrtost in podobno. In zakaj pravzaprav pride do te aberrantne aktivnosti nevronov? Vsaj v omenjenem modelu nastanka depresije. Vsaj delno so zato zaslužni astrociti. In zakaj? Zato, ker v svojih membranah, to je v tistih delih, ki neposredno obdajajo nevrone, prekomerno izražajo enega od tipov kalijevih kanalov, ki ga imenujemo KIR4.1, to bom povedal samo enkrat, ki pa ima pomembno funkcionalno posledico. Prekomerno izražanje omenjenega kanala deluje kot sifon ali, če hočete, ponor za kalijeve ione. Posledično kalijevi ioni močno zapuščajo zunajceličnino, prestopajo v astrocit. Zmanjšanje koncentracije zunajceličnega kalija seveda pomembno vpliva na mirovni membranski potencial nevronov in ga močno zmanjša, kot rečemo, hiperpolarizira ga. V nadaljevanju, ko je tak nevron aktiviran z navadno glutamatom,
po nekem čutilnem vhodu, recimo, ko človek sprejme slabo novico ali kaj podobnega, pride do aktivacije od glutamatov odvisnih ionotropnih receptorjev NMDA-jih, rečemo, ki spustijo v notranjost takega nevrona kalcijeve ione, ga depolarizirajo in nevron se na to odzove z nekim zelo netipičnim vzorcem proženja akcijskih potencialov, za katerega pač rečemo, da proži vlake akcijskih potencialov. In ti vlake akcijskih potencialov v tem predelu so funkcionalni korelat depresivnega stanja. Zdaj, kako deluje ketamin popravljalno v tem primeru? Pokazali so, da na način, da blokira preomenjen ionotropni receptor za glutamat, to je NMDR, vendar je to polovica zgodbe. Nihče ni raziskal, ali lahko sočasno vpliva še na porazdelitev kalijevih kanalov v membrani astrocitov. Zato smo si rekli, pa dajmo pogledati, dajmo ugotoviti, a je kaj na tem. In tule bom zdaj na kratko prikazal niz naših rezultatov, kjer vidimo na levi strani označene membranske kompartmente, ki prinašajo kanale KIR na membrano, to so posamezni mišički, to niso posamezni kanali, temveč transportni mišički, ki lahko dostavljajo kanale KIR na membrano. Na prikazih na sredi imamo z membranskim barvilom označeno površino celic, torej površino astrocita, membrano, na desni strani pa vidimo tako imenovano prekrivanje obeh signalov, torej koliko zelenih pik je na rdečem pasu. Z drugimi besedami, koliko kanala KIR je lokaliziranega na površju astrocita. No in kaj so, bi rekel, te raziskave razkrile? Razkrile so dozno odvisno zmanjšanje nameščanja kanalov KIR na površini astrocitov. To je efekt, ki ga lahko smiselno umestimo v protidepresivno delovanje. Zdaj, zakaj je nameščenost kanalov KIR na površini zmanjšana? Vse kaže za to, ker vplivamo na znotraj celični transport mišičkov, ki take kanale dostavljajo do plazmalime. Zaviramo ga. In zaviranje transporta, torej zaviranje dostave na tarčno mesto na dolgi rok pomeni, da bo nečesa na določenem, torej tarčnem mestu primanjkovalo. In to je rezultat, ki smo ga potem neodvisno potrdili z alternativnim eksperimentalnim pristopom, kjer smo označevali nativne kanale KIR s pomočjo fluorescentno označenih protiteles, se pravi z orodjem, ki smo ga aplicirali od zunaj na celice, žive celice, in dosegli označenost domen, torej vseh membranskih področij, v katerih so v zadostni meri izraženi kanali KIR. In tukaj vidimo, kot rečemo, psevdobarvne prikaze, intenzitet označenosti v celici, ki ni bila tretirana s ketaminom, in v celicah, ki so bile, z različnimi klinično relevantnimi dozami ketamina. In kaj so ti pristopi razkrili? Pravzaprav tisto, kar so že prejšnji pokazali, da je celokupna označenost kanalov KIR v celicah, ki so izpostavljene ketaminu, zmanjšana. In še več, zmanjšala se je tudi velikost posameznih domen pozitivnih za kalijeve kanale. Z drugimi besedami, to lahko interpretiramo kot zmanjšano površinsko nameščenost kanalov KIR v membrani astrocitov, spet učinek, ki ga lahko smiselno povezujemo z antidepresivnim delovanjem. Saj pravzaprav odpravlja enega od vzrokov, ki tiči v jedru atipičnega proženja akcijskih potencialov nevronov. No, zadnja študija, ki jo bom tule naslovil, je pa tale, kjer smo seveda med drugim pogledali, ali lahko vplivamo tudi na proizvodnjo sekundarnega celičnega prenašalca, cikličnega AMP, kot ga imenujemo, v astrocitih, ki so podvrženi vplivu ketamina. In izkazalo se je, da res, čeprav je to nek, bomo rekli, netipično zakasnjen, počasen porast, vendar je porast. In spet v nekem relevantno kratkem obdobju se to zgodi, v obdobju nekaj več minut, 10 in plus minut, pride do značilnega povečanja porasta CAMP, ki ga neposredno lahko povežemo z povečano zmožnostjo astrocitov za arboriziranje. Z drugimi besedami, za
povečanje strukturne kompleksnosti njihovih izrastkov, kar je ponovno učinek, ki si ga pravzaprav želimo, še posebej, če pomislimo na prejšnje posnetke, ki so kazali v depresivnih pacientih izrazito atrofične astrocite z skromno arborizacijo njihovih izrastkov. In zdaj, če povzamem tole z eno tako integralno shemo, lahko rečemo, da ketamin v astrocitih izzove neodvisne, vendar sinergistične učinke, ki lahko smiselno doprinesejo k antidepresivnemu delovanju ketamina. In vsaj del tega mehanizma, torej antidepresivnega delovanja, tako lahko umestimo v astrocite. In zdaj lahko zaključim še s tem, tema je vendarle primerna, da ne nazadnje je umetnost medicine pravzaprav zabavati pacienta, dokler narava ne pozdravi bolezni. Več kot primeren zaključek za temo, ker imamo opravka s ketaminom. Na koncu seveda zahvala vsem sodelavcem, ki so bili vpleteni v nastanek predstavljenih rezultatov, tako tukaj v Ljubljani, kot čez lužo v Združenih državah, in zahvala tudi vam za pozornost na tem predavanju. Hvala za predavanje. Pojavilo se tudi nekaj vprašanj. Zdaj, jaz ne vem, kako se vi ukvarjate, mislim, da ne dejansko s terapevtsko uporabo ketamina, bolj z raziskovalno, kakor vem, ampak mogoče pa lahko skupaj povežemo za kakšno vprašanje. A mislite, da so kakšne kontraindikacije pri zdravljenju s ketaminom, za koga ne bi bil primeren, ali so kakšne raziskave pokazale recimo kakšne stranske učinke uporabe in tako naprej? Kar se tiče terapevtske rabe, lahko rečem, je zelo skrbno nadzorovana. Indikacija za zdravljenje s ketaminom je primarno neuspešnost zdravljenja z alternativnimi antidepresivi. Praviloma prepustijo k takemu zdravljenju vse, pri katerih sta bila dva različna antidepresiva neučinkovita. To je na nek način selekcijski kriterij. Nadalje je pomembno, a je tak človek suicidalno ogrožen. Se pravi, a je v temelju ogroženo njegovo življenje, kar je pri izrazito depresivnih pacientih realna težava. In ga tudi zaradi tega pripustijo zraven. Kontraindikacija pa je morda izrazita hipertenzija oziroma povišan krvni tlak. Tukaj je treba pa seveda izbirati, a ga boš podvrgel takemu tretmaju ali ne. Ampak naj takoj poudarim, da je ta raba pravzaprav zelo premišljeno dozirana. Po nekaterih protokolih je skupno 6 seans, ki so razmaknjene v obdobju 2 do 3 dni, ena glede na drugo. Pacient opravi tako rekoč v 2 tednih, 6 intravenskih odmerkov infuzije prejme, z kratkim razmikom, kot rečeno, 2 do 3 dni. In je ves čas seveda tudi pod nadzorom medicinskega osebja, tudi mora biti, zato da se izognejo še morebitnim psihotomimetičnim učinkom, ki bi lahko nastopili isti dan po prejemu intravenske aplikacije. Drugače pa ne vidim posebnih zadržkov, zakaj ga ne bi preprosto dajali mnogim drugim, ki so tega potrebni. No, če se navežem na to, pa še glede na to, kakšen vidim, da je malo vibe v vprašanjih. Je tako, recimo, če zdaj gledamo na eni strani antidepresive, za kateri so znani, da imajo veliko stranskih učinkov pa to, zdaj trdite, da ketamin pa mogoče je bolj na tej strani zmanj, sicer je tudi manj raziskan seveda, a mislite, da nekoč v prihodnosti, da se bo to bolj, da ne bo samo za rezistentno depresijo se uporablja, ampak tudi že kot neka prva veja? No, še vedno so tukaj pomisleki, ki žal, se vidite, so stran poti v zlorabo. In to je trebno preprečevati. Ljudje žal prelahko posegajo tudi po učinkovinah, ki izzovejo nenujno terapevtske učinke, ki so
zanje ugodni. A ne. In tukaj je neka bližnica v zlorabo in v odvisnosti. A ne. Zaradi tega se seveda z zadržkom lotevaš, a ne, širše distribucije. In praviloma ne aplicirajo ketamina zunaj zdravstvenih ustanov. To ni nekaj, kar boš ti dobil in odnesel domov, a ne, in si apliciral. Čeprav je danes recimo znan intranazalni šprej, a ne, ki je tudi pravzaprav zelo učinkovit. Ampak to seveda vse poteče pod nadzorom zdravstvenega osebja, a ne, v klinični ustanovi. Zdaj pravite, če se bo v prihodnosti kdaj za širšo rabo tole namenilo, a ne. Odkrito povedano, a ne, a je sploh potreba po tem? Zakaj pa bi? A ne? Dokler so učinkoviti drugi, ne, manj problematični antidepresivi, najbrž ni nobenega razloga, da posegaš po čemerkoli močnejšem. A ne? Lahko pa rečem, da so poskušali in dejansko so tudi razvili alternative ketaminu, a ne, dve recimo strukturni modifikaciji sta danes znani, torej dva derivata, a ne, eden z nekloriranim fenilnim obročem, drugi pa z etilirano in nemetilirano aminsko skupino in za oba poročajo, da sta potentnejša, a ne, torej bolj učinkovita. Ali bosta kdaj našla, bi rekel, pot do terapevtske aplikacije, kdo ve, a ne? Kajti tudi farmacevtska industrija najprej želi ustvarjati dobiček s tem, kar je že naredila, a ne? In šele na to se loteva nečesa novega, a ne? Končno je to tudi vidik investicije, a ne? V razvoj takih zdravil in njihovo testiranje. Toliko na to temo. Še kaj? Pa mislim, da lahko na tem mestu zaključimo. Prav. Hvala za zanimivo predavanje. Hvala vam.